Goran Vojnović, slovenski filmski in televizijski režiser in scenarist, pisatelj in kolumnist. Rojen leta 1980, mesec dni po Titovi smrti. Odraščal na Fužinah in z enim samim zamahom, zgodbo o čefurjih s Fužin, pometel s predsodki, navdušil kritike in pridobil tudi tiste bralce, ki še nikoli niso prebrali nobenega romana. Navdušil je tudi publiko v dvorani Konjiškega doma kulture v torek 14. januarja 2014 v večernih urah. Po ogledu filma Čefurji Raus se je Valentina Pugel pogovarjala o njegovih dosežkih, idejah, vmes pa je tudi sam povedal marsikaj zanimivega iz svojega ustvarjalnega življenja. In seveda, ta nestrpnost je prisotna v tem svetu, vedno bila na takšen ali drugačen način. Imela različne pojavne oblike, različne ljudi je tudi različno zadevala. Nekdo se je temu uspel izogniti, nekdo malo manj, nekdo je bolj provociral in iskal težave, nekdo se jim je spretno izogibal. Tako da ljudje so se zelo različno odzivali, ampak definitivno je bila ta nestrpnost nekaj, s čimer smo skoraj vsi mi nekako rasli, samo pač različno smo se s tem soočali. Jaz se odločil nekako usmeriti pozornost na tiste, ki so imeli mogoče s tem več težav. Skratka, na srečo niso vsi čefurji takšni kot ti 4 fantje, ko jih vidite na filmu, so tu drugačni, ki nimajo nobenih težav, ki so se zelo dobro integrirali v družbo, ampak mene je zanimalo, zakaj imajo pa ti, oziroma takšni fantje, toliko težav in kje so njihovi problemi. V tem smislu sem pač usmeril na te fantje, ki imajo pač mogoče z nestrpnostjo največ težav, ki tudi mogoče najbolj izzivajo neko nestrpnost, na katere leti največ teh stereotipov, največ predsodkov, največ zamer, recimo, kaj se v bistvu skriva, kaj se skriva za vsemi temi stereotipi, to je bila neka želja. Ponavadi se pač ustavimo, peljejo se skozi mesto, nabijajo muziko, nasilni so, ampak ne gremo naprej, ne zanima nas v bistvu, kako do tega pride, zakaj se tako obnaša. Se zdi pa v bistvu prvi korak v bistvu temu, da nekako razbijamo te predsodke, da razumemo, od kje sploh nastanejo. Pač ne moramo se delati, da tega ni, da pač čefurji niso takšni, ker niso vsi takšni, ampak nekateri so pa takšni. Počnejo neke stvari, ki niso glih zelo všečne, niti meni, kaj šele komu, ki ni odraščal na Fužinah v čefurski družini. Ampak mislim, da prvo moramo razumeti, kaj pripelje do tega, zakaj se ti fantje recimo tako obnašajo, in potem lahko gremo naprej. Dobrodelni literarno-filmski večer je organiziral Leo klub Slovenske Konjice, ki bo zbrana sredstva namenil za kritje stroškov šole v naravi za konjiške osnovnošolce, ki si tega ne morejo privoščiti. Vojnović je svoj literarni talent javnosti pokazal leta 1998, ko je v samozaložbi izdal svojo prvo pesniško zbirko Lep je ta svet, slavo pa mu je prinesel njegov roman z naslovom Čefurji Raus. Roman je izšel leta 2009 in je prejel mnogo pozitivnih kritik. Po tem romanu pa je leto kasneje City Teater pripravil tudi monokomedijo, katere igralec je Aleksandar Rajkovič Sale. Tako so roman približali tudi tistim, ki malo manj radi berejo in bolj uživajo ob gledanju komedij v gledališču. Roman Čefurji Raus govori o Marku Đorđiću, ki je sin priseljencev iz Bosne. V romanu zasledimo Markove težave, ki jih ima doma, v šoli, v košarkarskem klubu, pred blokom s prijatelji Adjem, Acom in Dejanom, ki so ravno tako čefurji. Ljubljanske Fužine so glavno mesto dogajanja, prav umestitev v ta prostor da bralcu še večjo predstavo o Markovem življenju, odraščanju, spopadanju z identiteto ter starši in opredeli stereotipe okolja. Njegov najbolj znani zbor kolumn, ki jih je zbral v eni knjigi, je poimenoval Ko Jimmy Choo sreča Fidela Castra. Leta 2011 je Goran Vojnović objavil roman Jugoslavija, moja dežela. Dobil je nagrado Srce Sarajeva in sicer za uspešno napisan scenarij filma Sretan put ne dime. Bil pa je tudi nominiran za nagrado Evropske filmske akademije. Leta 2009 je prejel Kresnikovo nagrado, ki od leta 1991 dalje podeljuje slovenska časopisna hiša Delo za najboljši slovenski roman preteklega leta. Nagrado si je takrat prislužil z romanom Čefurji Raus.